Dober dan. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Sindikat policistov Slovenije je včeraj policiste pozval k opozorilnemu protestu. V času protesta bodo po besedah sekretarja sindikata Francija Frantarja policisti opravljali vse svoje naloge, le pri obravnavanju prekrškov bodo posegali po najmilejših ukrepih. Na besede sindikata se je že odzvala ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal, ki je dejala, da je osnova dela policije zakonitost, zato kljub stavki od policistov pričakuje, da bodo delovali v skladu z zakonom. Osnova dela policije je zakonitost in od policistov pričakujem in zahtevam, da bodo delali v skladu z zakonom, v skladu s pooblastili, ki jih predpisujejo. V nasprotnem primeru pa? Do nasprotnega primera še ni prišlo. Kot rečeno pričakujem, da bodo policisti svoje delo opravljali vestno, strokovno, v skladu s svojimi pooblastili. Katarinca. V zadnjih dneh so bili upokojenci večkrat predmet političnih debat. Ena od teh debat je tudi zamrznitev pokojnin, s katero se predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije Mateja Kožuh Novak samo delno strinja. Jaz bom predlagala jutri na upravnem odboru, da če že pristanemo na zamrznitev, da pristanemo na zamrznitev samo pokojnin večjih od 700 evrov z enakimi pogoji, kot je vlada predlagala, s tem, da če predlagamo polno zamrznitev pri večjih kot 700 evrov, bodo dobili vsaj toliko noter, kot če bi vsem polovično zamrznili. S tem, da nam seveda dajo obveznice, da jih bomo res lahko unovčili čez leto, dve, ko bo recesija mimo. Ne vem pa, če bo šlo to skozi. Jaz bom poskusila apelirati na moje kolege zaradi tega, ker v naših društvih je zelo veliko revnih upokojencev in jaz mislim, da je naša dolžnost, da jim stopimo nasproti. Vemo, da izjemno težko živijo. Celoten intervju s Kožuh Novakovo, v katerem je med drugim govorila tudi o odnosu stranko Desus, si lahko pogledate na naši spletni strani. Včeraj pa so imeli svoj dan učitelji. Ob tej priložnosti se je nanje, pa tudi na ravnatelje, spomnil minister za šolstvo in šport Igor Lukšič in jim podelil par dobrih nasvetov. Učitelj nikoli ni samo prenašalec geografije, geometrije ali angleškega jezika na učence, temveč celoto osebnosti pili in brusi, sooblikuje mladino v civilizirano skupnost mojstrov življenja. Zato učitelj ni in ne more biti upravni delavec, ni menedžer in še najmanj podjetnik. Učitelj je varuh posebnega prostora, v katerem je mladi generaciji dovoljeno pokušanje in preskušanje. Mladino sooblikujejo. Šiša, niso za resocializacijo zadolženi oni, kva so že pazniki? Ja, se to je podobna vloga, ja. Ja, ampak a so pazniki pol tudi prenašalci? Ne, nova gripa še ni v zaporih, je samo v šolah zaenkrat. To je preveč same. Legendarni slovenski hokejist Tomaž Vnuk je že prejšnji teden sporočil, da končuje kariero. Včeraj pa je obelodanil razloge za svojo odločitev. Vsak športnik v določenem trenutku začuti, da ne gre več koliko, kar si on želi. Jaz sem to začutil in sem z Olimpijo prekinil pogodbo. Jaz vem, da je bilo težko tako za Olimpijo, kot za mene, ampak življenje gre naprej, šport gre naprej, hokej gre naprej, zmer hitrejši, močnejši, ne vem kaj še je in to je to. Študentje bodo tudi letošnje študijsko leto začeli Showfestom, festivalom kulture, športa in zabave, ki ga organizira študentska organizacija Univerze v Ljubljani in bo ponudil kar 15 brezplačnih dogodkov. Kot je povedal vodja Showfesta Dominik Zupančič, se bo začelo danes ob 20. uri v festivalni dvorani. Nekako smo ta otvoritev študentskega festivala Showfest poimenovali večer Evergreenov, predvsem zaradi tega, ker bo nastopil tam Omar Naber z big band orkestrom. Bodo pa skušali nekako pričarati meškim bolj tako magično ozračje iz preteklosti z Frankom Sinatra, Dino Martinom in podobnimi. Vstop je prost za vse, za študente predvsem in tudi seveda za vse druge, ki so zainteresirani in zanima. Tako da zelo lepo vabljeni.
V teh 14 dneh pripravljamo 15 dogodkov, tega so vsi brezplačni, razen zaključen dogodek, ki bo na gospodarskem razstavišču Hmeljada, to je pa v bistvu nek dogodek, ki je bolj namenjen žuru. Vsi ti ostali dogodki, se pravi delavnice, koncerti, muzikli, predstave in podobne stvari so pa brezplačne, predvsem zaradi tega, ker skušamo študentom kot študentska organizacija čim bolj približati vse te kulturne in zabavne pa tudi glasbene dogodke. O pobudi študentk in študentov Fakultete za socialno delo k sistemski ureditvi pripravništva v socialnem varstvu, komentar dneva Mateja Sušnik. Skupina študentk in študentov socialnega dela v sredo 14.10.2009 ob 9. uri organizira shod, ki bo potekal od Fakultete za socialno delo do Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Okrog 10. ure bo krajši postanek pri Maistrovem spomeniku na trgu OF, predvidoma ob 11. uri pa bomo ministru za delo, družino in socialne zadeve, dr. Ivanu Svetliku, predali poziv študentk in študentov Fakultete za socialno delo k sistemski ureditvi pripravništev v socialnem varstvu in zbrane podpise podpore. Za shodom želimo javnost opozoriti na nevzdržno stanje, ki diplomantkam in diplomantov socialnega dela onemogoča zaposlitev na področju, za katerega so se izobraževali. Študentke in študenti si že od aprila prizadevamo za sistemsko ureditev pripravništva v socialnem varstvu, saj se ob vstopu na trg dela srečujemo z izjemno težavno situacijo. Preden postanemo strokovne delavke oziroma strokovni delavci, moramo v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu opraviti pripravništvo in strokovni izpit. Pristojno ministrstvo pripravniških mest ne razpisuje in ne financira, socialno-varstvene institucije pa praviloma nimajo sredstev za plačilo pripravništva. Večina naših diplomantk in diplomantov je tako prisiljena opravljati dela, ki ne ustrezajo njihovi izobrazbi ali pa so prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje kot brezposelne osebe. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Včeraj je bila v Mestnem muzeju otvoritev razstave študentov Aluo. Videli smo lahko vse izdelke akademije, od fotografije, slike, inštalacije do performansa. Art. Art! Še vreme? Načeloma bo sončno, če pa slučajno dežuje, pa lahko uporabite Meka. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti. Vidiš, da ima Mek tudi uporabno vrednost? Sem ti rekel?